Ponedeljkovi lapsusi. Radikalne težnje po odhodu so vsak ponedeljek nevzdržne in vsak ponedeljek mi obljubljaš nove podvige za naslednji dan, ampak naslednji dan nikoli ni ponedeljek. Ponedeljkove predvidljive peripetije. Najni diskurzi pri ničelni gravitaciji razpadajo. Jih čutiš? Izmenjava dialogov je neznatna in obseg pokritih tematik je ohranjen na ravni anonimnosti. Te moti. Celotna abeceda postaja skupek grafičnih čačk, amorfen črkopis. Ker srci ne bijeta več sinhrono, je vse zaman, nema sva. Deluješ kot subjekt, ki je pravkar odšel. Ne, iluzija tvojih oči. Jaz in ti, pa potem ti in jaz. Dva popolnoma drugačna osebka, spremenjeno izgubljena. Kozmonavt in kozmonavtka. Tam nekje 50 metrov pod površjem najinega sveta. Peklenska jezika nama goreče zvezde slino ugašata, pa se zato sploh ne zmeniva. Ampak ne, inverzija, kozmičen kolaps. Jaz pohajkujem sama, tja proti zasnovi, proti črki A in številu 1. Bodoča razstavljena paraliziranost tandema jo še ne vznemirja, bil si mi še tuj. Jovialnost le teh pa je še vedno nekonsistentna. Ponedeljki denimo me venomer zdrobijo. In potem razmišljam o prvem spoju najinih odsotnih pogledov in o bežnem nasmešku, ki je sledil. O prvem sončnem vzhodu, kjer je moja duša nevede srknila požirek tvoje duše in se mi je obstoj prvič po dolgem času zdel smiseln. O prvem vzdihljaju, ki mu je sledila še množica drugih in o trenutku, ko se je ropot najinih src prvič popolnoma sinhroniziral. Preudarjam smisel začetkov in pojmujem čudovito melodijo njihovega obstoja. Svet najinega obstoja. Najina pogleda sta razparala vse nadaljne sončne vzhode, najini duši in pretvorila najine vzdihljaje v hlipanje. Melodija začetkov je še vedno iskrivo čarobna in tako ostajam, ne o jaz, brez ne o tebe.